Na današnji dan, leta 1975, so v Mariboru slovesno razglasili ustanovitev druge slovenske univerze. Po dobrega pol stoletja je z velikimi napori ob vztrajnem delu številnih po vojni oblikovanega akademskega kroga v našem mestu začela delovati druga slovenska univerza. Dosežena je bila velika in pomembna zmaga. Še pred dobrega stoletja nazaj je narodni voditelj Radoslav Razlak doma iz Radoslavcev pri Ljutomeru, sicer prvi deželni glavar kranjske slovenskega rodu, trdil, da potrebujemo univerzo, ki bo delovala v nemškem, italijanskem, slovenskem in ilirskem jeziku. Češ, da je za tako majhen narod, kot smo Slovenci, lastna univerza neizvedljiva. Hkrati pa je treba poudariti še nekaj. Tradicija visokega šolstva v Mariboru je starejša. Septembra prihodnje leto bo minilo 160 let, odkar je blaženi škof Anton Martin Slomšek, potem, ko je preselil sedež lavantinske škofije iz koroškega Šentandraža v Maribor, storil prvi pomemben naslednji korak. V Mariboru je ustanovil visoko bogoslovno šolo, ki je delovala 82 let do začetka nacistične okupacije. Univerza v Mariboru je bila pomembna pridobitev za Slovenijo. Maribor pa je z njo dobil ustanovo, ki mu je dala razvojni impuls, ga postavila na zemljevid univerzitetnih mest. 43 let po tem dogodku smo pred slovesno inauguracijo novega rektorja Univerze v Mariboru.
Gospe in gospodje, to bo pomembno simbolno dejanje, del univerzitetne tradicije, se bomo slovesno umestili njenega 9. rektorja po tistem, ko je leta 1975 te časti in odgovornosti prevzel dotedanji predstojnik Združenja visokih in višjih šol v Mariboru, profesor Vladimir Dračič. Prihodnje leto bo minilo 100 let od njegovega rojstva. Leta 1979 ga je nasledil profesor Dali Džondlagić. Decembra bo dopolnil 88 let. Profesor Džondlagić, veseli smo, ker ste z nami. Sledilo je rektorsko obdobje profesorja Daneta Melavca. Leta 1987 je nastopil delo profesor Alojz Križman. Pred četrt stoletja profesor Ludvik Toplak, pred poldrugim desetletjem profesor Ivan Rozman, leta 2011 profesor Daniel Rebolj in leta 2015 profesor Igor Tičar. Ob tem slovesnem trenutku dovolite, da med nami pozdravim. Najprej osrednjo osebnost današnjega dogajanja, rektorja Univerze v Mariboru, profesorja dr. Zdravka Kačiča. Pozdravljeni magister Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Akademik dr. Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Magister Damjan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Akademik dr. Boštjan Žek, svetovalec predsednika Republike Slovenije. Z nami so, dragi gostje, profesor dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici. Profesor dr. Zoran Tomič, rektor Vseučilišča v Mostarju. Profesor dr. Damir Kukič, rektor Univerze v Zenici. Profesor dr. Alfio Barbieri, rektor Univerze Jurija Dobrila v Pulju. Profesorica dr. Nerminda Hadžiagić, rektorica Univerze v Tuzli. Z nami so prorektorji univerz in predstavniki univerz iz Ljubljane, Kopra, Zagreba, Celovca, Olomouca, Peča, Zadra, Mostarja, Banja Luke in Tuzle. Dobrodošli. Poseben pozdrav gre tudi profesorju dr. Gorazdu Mešku, predsedniku upravnega odbora Univerze v Mariboru. Pozdravljamo prorektorje, dekane in dekanice, nekdanje rektorje Univerze v Mariboru ter zaslužne profesorje Univerze v Mariboru. Pozdravljeni dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribora. Monsignor magister Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit. Predstavniki vodstev poslovnih partnerjev Univerze v Mariboru. Pozdravljamo poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije. In sploh ne nazadnje vse učitelje, zaposlene ter študentke in študente na naši Univerzi v Mariboru. Dobrodošli. Najstarejša univerza v Evropi in prva na Zahodu, Univerza v Bologni, je bila ustanovljena leta 1088. Je najstarejša izobraževalna ustanova te vrste na svetu, ki neprekinjeno že 930 let podeljuje svoje diplome. Kljub relativni mladosti Univerza v Mariboru sledi univerzalnim načelom poslanstva univerzitetnega izobraževanja. Trenutek, ki ga doživljamo, je zato v duhu vpet med velike dogodke hramov učenosti, ki jim je v osnovi zaupana
boljša prihodnost človeštva. Gospe in gospodje, k nagovoru vabimo akademika, profesorja dr. Boštjana Žekša, svetovalca predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, visoki zbor, gospod rektor, veliko čast mi je, da vas lahko na kratko nagovorim danes ob inauguraciji 9. rektorja Univerze v Mariboru, druge najstarejše univerze pri nas. Veliko veselje mi je, da mu lahko osebno čestitam ob izvolitvi, ter v imenu vseh nas zaželim uspešno delo v dobro univerze v Mariboru, v dobro visokošolskega sistema pri nas in v dobro države Slovenije. Seveda je pomembno, kdo in kako vodi univerzo, seveda pa je pri ustaljenih univerzah, kot ste vi, glavni cilj in glavna usmeritev že določena. Ve se, da gre za visoko kvalitetno raziskovalno delo, za dobro pedagoško dejavnost, za skrb za študente, za dobre povezave s drugimi univerzami v Sloveniji, za aktivne mednarodno sodelovanje, za dobre komunikacije z oblastmi. Važno pa je, kako se teži k tem ciljem. Tukaj mislim, da se mora slišati na univerzi vsak glas, tako da se na koncu sprejme večinska odločitev, ki pa se je potem vsi zavedajo in držijo. Prav pri tem želim novemu rektorju mnogo uspeha. V tem nagovoru naj omenim še eno temo, ki bi jo lahko imenoval slovenski sindrom. Bolezen, pred katero niste imuni niti tukaj v Mariboru. Pri nas je namreč prišlo v navado, da po vsaki sicer demokratično izvedeni izvolitvi začnemo dokaj hitro grdo govoriti o izbranem kandidatu. Pa ne gre za predsednika republike, za predsednika vlade, za rektorja ali za župana ali za predsednika gasilskega društva. Začenjamo govoriti, s tem pa ne bo nič. Ta pa nima pojma. Ta bo delal škodo in tako dalje. Pa ne gre le za besede, včasih tudi aktivno delujemo proti demokratično izvoljenemu kandidatu. Ne me prosim napačno razumeti, nisem za to, da ne ukrepamo, če izbrani kandidat deluje napačno in o tem obstaja širok konsenz. To, da mora obstajati dokazljiv dokaz za napake in dokazljiv dokaz za konsenz. Samim spotikanjem, nagajanjem in krvnim govorjenjem ne bomo prišli prav daleč. Zavedati se moramo, da ima naše obnašanje in naše govorice, da imajo posledice. Negativne posledice tudi za nas same, osebno. Če grdo govorim o svojem očetu, ta senca pade tudi na mene, saj sem njegov sin. Če grdo govorim o predsedniku države ali o predsedniku vlade, zgubljam tudi jaz, saj tako po eni strani zmanjšujem njihovo operativno sposobnost, po drugi pa zmanjšujem ugled države v svetu. Prav isto velja za univerze, saj te živijo v glavnem od svojega ugleda. Afere in javno pranje perila delujejo ubijajoče na ugled univerze. Saj večina ljudi ne pozna podrobnosti
in se z njimi niti ne želi ukvarjati, postaja pa vtis, da je nekaj narobe. V tem smislu bi vas rad pozval vse k sodelovanju, ne k prepirom, k povezovanju, k reševanju problemov, ki jih je vedno dovolj, strpno razpravo. Spoštovani gospod rektor, prepričan sem, da boste z vašimi bogatimi dosedanjimi izkušnjami in znanjem uspeli dobro uresničiti cilje, ki ste se jih zastavili ob nastopu te odgovorne funkcije. Ter da bo Univerza v Mariboru z odprtostjo, strokovnostjo in znanjem še naprej predstavljala enega izmed pomembnejših stičišč razvojnega, znanstvenega in kulturnega sodelovanja v slovenskem prostoru. Naj na koncu zaželim, gospod rektor, vam in vaši ekipi pri vodenju ladje, ki se imenuje Univerza v Mariboru, mirno morje in enakomeren veter. Hvala. Iskrena hvala gospodu akademiku v prepričanju, da so napori o karakterizaciji uroka jedke hudobije, ki načenja ta prostor, vsem načeti in da so tej hudobiji šteti dnevi. Upajmo tako z vami. Hvala lepa. V nadaljevanju bomo prisluhnili zasedbi Goran Bojčevski trio. Goran je študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani, magistriral študij klarineta in končal študij na slovitem Salzburškem Mozarteumu v razredu profesorja Alojsa Brandhoferja z oceno summa cum laude. Velja za enega najboljših koncertnih klarinetistov na svetu. Letošnje poletje je že koncertiral na samostojnem koncertu v okviru festivala v Ljubljani, pa na Dunaju, na Ohridu. Oktobra je napovedan njegov skupni koncert s kitaristom Vladkom Stefanovskim v Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. V tokratni zasedbi se mu pridružujeta odlični koncertni akordeonist in glasbeni pedagog Tomaž Marčič in vrhunski kontrabasist, večkratni nagrajenec domačih in tujih glasbenih tekmovanj, sicer pa študent Akademije za glasbo v Ljubljani Jošt Lampret. Trio izvaja glasbo, v kateri se klasika srečuje z glasbeno tradicijo Balkana.
Slišali smo odlomek iz 40. simfonije Wolfganga Amadeusa Mozarta v priredbi Gorana Bojčevskega. Dovolite, da pa v nadaljevanju k nagovoru povabimo predsednika volilne komisije Univerze v Mariboru, profesorja dr. Saša Preliča. Predstavil bo rektorsko funkcijo in postopek izvolitve ter imenovanja novega rektorja Univerze v Mariboru. Spoštovani gospod profesor Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, spoštovani člani akademskega zbora, drage študentke, študentje, spoštovani gostje, gospe in gospodje. Sredi meseca junija, na začetku poletja, je naša častitljiva institucija dobila novega, 9. po vrsti rektorja svojega akademskega starešino in siceršnjega vodjo. Čast in odgovornost sem imel voditi Univerzitetno volilno komisijo, ki je uspešno izpeljala volitve rektorja, ki so letos prvič potekale po novih, bistveno drugačnih volilnih pravilih. Te spremembe so bile posledica novelacije normativnega okvirja, ki je po eni strani vključil nove volilne upravičence, namreč nepedagoške delavce univerze, po drugi strani pa je študentom univerze priznal možnost neposrednega in ne le posrednega, kot poprej, volilnega izrekanja o kandidatih za rektorja. In to je eden od razlogov, da so bile letošnje volitve rektorja Univerze v Mariboru zahteven izvedbeni projekt, ki je bil sestavljen iz množice volilnih opravil in drugih potrebnih aktivnosti. Teh javnost sicer ne vidi, so pa zahtevne in pogosto zapletene in nobenega dvoma ni, da brez njih danes ne bi bili tu, kjer smo. Danes ni ne čas in ni mesto za podrobno naštevanje teh opravil. Je pa mesto in priložnost za javno pohvalo in izrek priznanja vsem članom volilne komisije univerze, strokovnim službam rektorata univerze, predvsem pravno-kadrovskem oddelku in vsem članom volilnih odborov na fakultetah oziroma članicah univerze. Vsi našteti so svoje delo opravili po pravilih stroke, odgovorno, profesionalno in skrbno. In ravno to je razlog, da volilna komisija univerze ni imela nobenih težav pri volilnih formalnostih. Javnosti s ponosom sporočam, da kljub dejstvu, da je na letošnjih rektorskih volitvah imelo volilno pravico skupaj čez 15.000 volilnih upravičencev, v izvedbi volitev ni prišlo niti do ene same napake. Če poenostavim, ujemale so se prav vse številke do zadnje predane oziroma prejete glasovnice in do zadnjega oddanega glasu. Zato bi se na tem mestu rad zahvalil vsem, ki ste, vsak zase in vsi skupaj, prispevali, da so bile volitve uspešne. Obenem je pa to tudi priložnost, da se nakratko spomnimo, kako so volitve potekale. Na letošnjih volitvah rektorja Univerze v Mariboru so formalno popolne kandidature vložili 4 kandidati, in sicer profesor dr. Jernej Turk, profesor dr. Niko Samec, profesor dr. Žan-Jan Plotnik ter profesor dr. Zdravko Kačič. V prvem krogu volitev, ki je bil opravljen 5. junija, so kandidati prejeli naslednje število glasov, merjeno od vseh volilnih upravičencev. Profesor dr. Turk je prejel 7,99% glasov vseh volilnih upravičencev, profesor dr. Niko Samec je prejel 9,59% glasov vseh volilnih upravičencev, profesor dr. Žan-Jan Plotnik je prejel 19,48% glasov vseh volilnih upravičencev ter profesor dr. Zdravko Kačič je prejel 25,17% glasov vseh volilnih upravičencev. Po določbah prvega odstavka 18. člena pravilnika o volitvah rektorja je za rektorja v prvem krogu volitev izvoljen tisti kandidat, ki prejme večino glasov vseh volilnih upravičencev. Glede na to, da nihče od kandidatov v prvem krogu ni bil izvoljen, je bilo potrebno opraviti še drugi krog volitev, v katerem sta sodelovala kandidata, ki sta v prvem krogu prejela najvišje relativno število glasov, torej profesorja Kačič in Plotnik. Drugi krog je bil izveden 13. junija. V njem je, upoštevaje ureditev v 2. in 3. odstavku 18. člena pravilnika o volitvah rektorja, izvoljen tisti kandidat,
ki prejme višji odstotek glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo in oddajo veljavno glasovnico. Glede na to sta kandidata v drugem krogu dosegla naslednji izid. Profesor dr. Žan-Jan Oplotnik je prejel 48,12% in profesor dr. Zdravko Kačič 51,88% volivcev, ki so glasovali. Na podlagi tako ugotovljenega volilnega izida je Senat Univerze v Mariboru 19. junija profesora dr. Zdravka Kačiča uvedel v funkcijo, na katero je bil izvoljen. Profesor Kačič, novi rektor Univerze v Mariboru, na ta način nadaljuje odlično delo njegovih predhodnikov, dosedanjih rektorjev, profesorjev Vladimirja Bračiča, Dalija Džolnagiča, Daneta Melavca, Alojza Križmana, Ludvika Toplaka, Ivana Rozmana, Danijela Rebolja in Igorja Tičarja. S tem pa je tudi volilna komisija Univerze zaključila svoj mandat. Ta moj današnji nagovor pa je njeno simbolno in sklepno dejanje. V imenu komisije in v svojem lastnem imenu novemu rektorju Univerze v Mariboru še enkrat čestitam za izvolitev in hkrati čestitki dodajam želje po pravičnih in razumnih odločitvah, po enakopravni in pravični obravnavi vseh članic univerze, dosledni skrbi za nadaljni razvoj naše skupne alme mater, pa tudi po pokončni drži ne le rektorja, temveč celotne rektorske ekipe. Hvala lepa. Profesor Saša Prilič, tudi vam iskren in velik hvala, kot tudi komisiji za odgovorno in resno opravljeno delo. Sedaj nas čaka nastop glasbene zasedbe, ki smo ji prisluhnili že uvodoma ob akademski himni. Najbrž vas je presenetila njena številčnost. Gre pravzaprav za 3 združene zbore, in sicer za mešani pevski zbor Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, za zbor Pedagoške fakultete in za akademski pevski zbor Maribor. Pa da kratko predstavimo to zanimivo pojočo združbo. Mešani pevski zbor Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je bil ustanovljen pred 6 leti. Sestavljajo ga študenti in delavci FERI pod vodstvom zborovodkinje Nadje Stegne. Zbor uspešno nastopa na številnih prireditvah, kot so vsakoletne podelitve diplom na domači in na drugih fakultetah, s kulturno noto pa popestri tudi druge prireditve v okviru univerze. V lanskem letu so na mednarodnem pevskem tekmovanju Lege Artis 2017 v Tuzli osvojili zlato priznanje. Na oddelku za glasbo na Pedagoški fakulteti v Mariboru se v zadnjem času vokalna glasba zelo razvija. Tako da znotraj mešanega zbora oddelka delujejo tudi različne vokalne skupine, ter dekliški zbor, ki je letos prejel 3. mesto in zlato odličje na državnem tekmovanju pevskih zborov Naša pesem v Mariboru. Dekleta so zelo zagnana ter željna dela, zahtevnejše literature, zato marsikdaj svoj prosti čas namenijo tudi petju, ki ni zgolj in samo po urniku. Delujejo pod mentorstvom docentke Tadeje Vulc, ki skrbno vzpodbuja mlade talente. Danes pa so z nami predstavnice dekliškega in predstavniki mešanega zbora, oddelka za glasbo. Akademski pevski zbor Maribor pa deluje v okviru kulturno-umetniškega društva Študent že vse od leta 1964. Je eden temeljnih nosilcev študentske in mladinske kulture v Mariboru ter kulturni ambasador naše domovine v tujini. Zbor se je letos ob državnem tekmovanju Naša pesem v Mariboru, kjer je prejel zlato plaketo, udeležil še 2 prestižnih tekmovanj za evropsko nagrado Grand Prix. Prvo v mesecu maju v Varni v Bolgariji, kjer je zmagal v kategoriji mešanih zborov. V mesecu avgustu pa v Arecu v Italiji, kjer je prav tako dobil številne nagrade, med drugim prvo mesto v kategoriji sakralne glasbe. Zbor vodi docentka Tadeja Vulc, ki pa je sama prejela prav tako tudi številne nagrade za dirigiranje in interpretacije skladb. Sedaj bomo slišali ljudsko pesem Dajte, dajte.
Hvala lepa, Združeni univerzitetni glasovi v imenitnem kulturnem sporočilu današnjemu slovesnemu trenutku, ki v naslednjem trenutku dosega svoj vrhunec. Pristopamo torej k slovesni inauguraciji novega rektorja Univerze v Mariboru. Najprej bomo v slovenskem in latinskem jeziku, kot velevajo navodila, prebrali napoved dejanja in sklep, na katerem to dejanje temelji. V nadaljevanju bo novi rektor prvič oblekel rektorska oblačila, nadeli pa mu bomo tudi insignije, vidno znamenje rektorskih časti in odgovornosti. Prosim najstarejšega po stažu med senatorji Univerze v Mariboru, dekana medicinske fakultete, profesorja dr. Ivana Krajnca in novega rektorja, profesorja dr. Zdravka Kačiča, da pristopita k slovesnemu dejanju. Najprej pa, kot rečeno, sklep v slovenskem in latinskem jeziku. Takole pravi. Na podlagi izvedenih volitev rektorja Univerze v Mariboru in sprejetim sklepom Senata Univerze v Mariboru, s katerim vas je razglasil za rektorja Univerze v Mariboru za mandatno dobo 4 let od 20. junija 2018 do vključno 19. junija 2022, vas Senat Univerze v Mariboru uvede v upravljanje rektorske funkcije in vam svečano predaja rektorske simbole. Besedilo v latinskem jeziku bo prebrala Nena Bobovnik. Ex electionibus universitatis studiorum mariborensis factis. Et ex senatus consulto universitatis studiorum mariborensis lato. Corrector universitatis studiorum mariborensis declaratus est. Ad it officium quatuor annos exequendum. Ad ia 20 mensis junii anni bis millesimi 12, usque ad diem 11 mensis junii anni bis millesimi 20 secundi. Senatus Universitatis Studiorum Mariborensis te inaugurat rectorem, et insignia rectoris tibi solemniter tradit. Akademska toga in insignije. Akademska toga se uvršča med insignije posamezne univerze. Njena geneza sega v 12. stoletje, obdobje nastanka prvih univerz v Bologni in Parizu. Če so bila prva akademska oblačila bogoslužna oblačila duhovnikov, ki so bili ta čas edini predavatelji, so se ta skozi čas na univerzah modificirala. V 17. stoletju se je običaj nošenja akademskih oblačil povsod ukinil, razen v Angliji, Franciji, Španiji, na Portugalskem
in v nekaterih univerzah po Južni Nemčiji in Avstriji. Akademske toge tedaj postanejo oblačila za formalne priložnosti in ceremonije. Akademske insignije danes ponovno pridobivajo svojo veljavo. Obudile so jih že številne univerze po Evropi. So orodje promocije, pa tudi marketinga in komunikacije s širšo javnostjo, znotraj univerz pa so ustvarjajo njihovo podobo, poudarjajo pripadnost ter pri zaposlenih in študentih vzbujajo ponos. Simbolika, ki poudarja podobo univerze v Mariboru, je izražena v nekaterih detajlih insignij rektorja. Obrobe, ki se nizajo z notranjega dela ovratnika navzven, predstavljajo liste knjige in vsa znamenja, ki smo jih pridobili, razvili in ponotranjili, da lahko na temelju kulture dialoga in sodobnih učnih oblik ter metod odprtost za sodelovanje vodimo mlade na poti do znanja in zastavljenih ciljev. Prenos znanja na študente in v širšo družbeno skupnost izraža oblika ovratnika, ki simbolizira odprto knjigo. Sedaj, spoštovani fotografi, ste nekateri že izkoristili možnost za fotografiranje, še nekaj trenutkov vam dajemo na voljo. Medtem pa povejmo, da prisotnost Univerze v Mariboru v slovenskem prostoru, integrirane v 7 slovenskih mestih, je simbolično ponazorjena v obliki 7 kup na prednji in zadnji strani insignij rektorja, pri čemer izrazitejša sredinska guba ponazarja steber, ki predstavlja samo Univerzo v Mariboru, ostalih 6 gub pa simbolizira mesta, v katerih je Univerza v Mariboru prisotna. Hvala lepa. Dodajmo še idejna zasnova in tehnološka izvedba insignij rektorja kot ceremonialnega akademskega oblačila sta potekali v okviru raziskovalno-inovacijskega centra za dizajn in oblačilno inženirstvo Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Insignije rektorja je oblikovalka, docentka doktorica Sonja Šterman, medtem ko je prototip oblačila izdelal VB oblačilni inženiring iz Tešanovcev. Po slovesni predaji rektorskih insignij imamo sedaj tudi uradno imenovanega novega rektorja Univerze v Mariboru. Redni profesor dr. Zdravko Kačiš nas bo prvič uradno nagovoril o novi rektorski vlogi. Spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, župan mestne občine Maribor, mariborski nadškof metropolit, kolegi munificence, rektorji in prorektorji domačih in tujih univerz, predsednik upravnega odbora Univerze v Mariboru, dekani, profesori in študenti, dragi gosti. Danes mineva 43 let, odkar je Skupščina Republike Slovenije dne 18. septembra 1975 sprejela zakon o ustanovitvi Univerze v Mariboru. Kljub temu lahko rečemo, da je akademsko delo v Mariboru starejše, saj temelji mariborskega visokega šolstva segajo več kot 150 let nazaj. Sicer pa so bile višje in visoke šole ustanovljene leta 1959-60,
Kmalu na to so preraste v visoke šole oziroma fakultete in so leta 1961 konstituirali Združenje visokošolskih zavodov, predhodnico današnje univerze v Mariboru. Nekatere ustanovne članice v teh dneh tudi že praznujejo 60 let razvoja svojih študijskih programov. Zahvaljujem se vam, da se svojo prisotnostjo na današnji prireditvi potrjujete spoznanje o posebni vlogi univerze v družbi, ki je z Ustavo Republike Slovenije ta zagotovila avtonomijo. Avtonomija za univerzo pomeni predvsem zavezo in odgovornost, da bo temeljnim državnim dokumentom dodeljeno zaupanje širše družbe upravičila z družbeno odgovornim in angažiranim delovanjem, ter pri tem svoje delovanje temeljila na visokih etičnih standardih, moralnih normah, medsebojnem spoštovanju in kulturi dialoga. V tem kontekstu gre razumeti avtonomijo univerze kot pravico do avtonomnega notranjega organiziranja in odločanja o tem, na kakšen način bo s predlaganim programom dela uresničevala cilje, zapisane v svoji strategiji razvoja in preko tega tudi cilje, zastavljeni v resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva in resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije. Če citiram kitajskega filozofa Lao-Tseja izpred več kot 2500 let, ki je rekel, videti stvari v semenu, to je genialno. Potem lahko ugotovimo, da iz tega izhaja poslanstvo, ki nam moramo na univerzi posvetiti posebno pozornost. Vrsta osebnosti, ki so ostale zapisane v zgodovinskem spominu posameznih držav in narodov, potrjuje izjemno zahtevnost tega poslanstva. Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Charles Darwin, Augustin Rodin, Lev Tolstoj so bili v svoji mladosti v času šolanja doma ali v izobraževalnih ustanovah označeni kot podpovprečni, nekateri izmed njih posledično iz izobraževalnih ustanov tudi izključeni. Danes lahko iz varne zgodovinske razdalje ugotavljamo, da v takratnem času izobraževalne ustanove in učiteljice ter učitelji niso uspeli prepoznati potencialov teh izjemnih posameznikov, a sta čas in predvsem njihova vztrajnost na srečo prinesla svoje. Njihove izkušnje navajajo na misel, da sreča ne obstaja, obstaja le vztrajnost. Slednja mora biti osnovna vrlina univerzitetne skupnosti, ki mora svoje poslanstvo razumeti kot skrb za trajnostni razvoj univerze in družbe, v kateri deluje. Univerza šteje svoje življenje v stoletjih, kar lahko ponazorimo z njenim dolgotrajnim zgodovinskim spominom. Kratkotrajni oziroma delovni spomin predstavlja desetletja njenega življenja, senzorični spomin pa predstavlja mandat posamezne rektorice oziroma rektorja. Znanstvena spoznanja so potrdila, da se informacije iz senzoričnega spomina prenese v delovni spomin le, če je v senzoričnem spominu prisotno dovolj dolgo časa in iz delovnega spomina v dolgotrajni spomin oziroma zavest univerzitetnega življenja z dovolj dolgim ponavljanjem zapisovanja te informacije. To so resnice, ki smo jih v času našega šolanja izkusili vsi in morda za posameznika ni pomembno, da je to hkrati tudi znanstveno spoznanje. Vsekakor pa je to spoznanje ključno za razumevanje zagotavljanja trajnostnega razvoja širše skupnosti, državnih institucij in univerze. Univerza mora videti dlje in pomniti dlje. Od tod izhaja njena zvorna zavezanost skrbi za trajnostno delovanje. Zato je naloga vsake rektorice oziroma rektorja, da v času svojega mandata delovanje univerze zastavi v smeri doseganja zastavljenih ciljev, dolgoročne razvojne strategije univerze, saj samo s takšnim delom prispeva k pisanju njenega zgodovinskega spomina in zagotavlja trajnostni razvoj. Skladno s tem na univerzi upravičeno pričakujemo, da si bodo tudi druge inštitucije, ki so zavezane trajnostnemu delovanju, prizadevali za doseganje ciljev razvojnih strateških dokumentov, ki jih je sprejel najvišji zakonodajni organ oblasti, še posebej tisti, ki zadevajo delovanje in razvoj slovenskih univerz. Pri tem si želimo, da pri prihodnji zakonski okvir delovanja slovenskih univerz v celoti upošteval definicijo javne službe na področju visokega šolstva, ki pravi, da javno službo sestavljata izobraževalna in raziskovalna dejavnost, ki ste enakovredni in medsebojno neločljivo povezani.
Prav tako pa, da znotraj zakonskih določb uredimo tudi stimulativnejše delovne pogoje za zaposlene na slovenskih univerzah. Univerzi mora biti v okolju, v katerem deluje vidna in videna. Zato je pomembno, kaj se na njej dogaja. Biti mora torišče konstruktivne kritične misli, ki izhaja iz samokritičnega pristopa v upoštevanju objektivnih danosti. Nenehno mora skrbeti za razvoj akademskih vrednot, kulturo dialoga in spoštovanje etičnih in moralnih norm. Delo na univerzi temelji na medsebojnem zaupanju, zato ga moramo razumeti kot svojo odgovornost do sodelavcev, do študenta, odgovornost študenta do profesorja in vseh nas do družbe. Pri svojem delovanju moramo govoriti odkrito in pošteno, iskreno, ker je tako prav, ker lahko le na ta način zagotavljamo nenehno gradnjo vrednot naše akademske skupnosti in ker se moramo čutiti dolžne te vrednote prenašati tudi v našo širšo družbo. Univerza je okolje, ki je zavezano ustvarjalnemu delu, od katerega širša družba pričakuje ustvarjanje novega znanja in novih spoznanj. To pa zahteva zagotovitev pogoje dela, v katerih imajo zaposleni zagotovljen ustvarjalen akademski mir. Naše delo na univerzi moramo razumeti kot poslanstvo, kot način življenja, ne kot poklic. Premalo nas je, da bi se lahko privoščili povprečje. Premalo nas je, da bi bili videni v povprečju. Zato moramo biti realni in si želeti nemogoče. Študentke in študenti so v času svojega študija na univerzi že izgrajene osebnosti in zato poslanstvo univerze morda v tolikšni meri ne vključuje vzgojnega vidika, vendar pa lahko za ustrezno kulturo obnašanja in osebnim zgledom vplivamo na oblikovanje njihovih vrednot, ki jim bo pomembna popotnica v življenju. Univerza je tista, ki mora vedeti, kako lahko družba zagotovi svoj trajnostni razvoj. Prav zato bo odgovornost univerze v prihodnosti še veliko večja. Univerza v Mariboru dosega visoko kakovost izvajanih študijskih programov in znanstveno-raziskovalnega dela ter prenosa znanja v okolje. V prihodnje si bomo prizadevali delovanje naše univerze na vseh področjih kakovostno še nadgraditi. Sam verjamem v univerzo v Mariboru. Verjamem v sodelavke in sodelavce in verjamem v študentke in študente naše univerze. Hvala lepa. Hvala gospodu rektorju za poudarjeno vsebino načel, ki jim bo sledil v svojem mandatu. Na simbolen način bomo sedaj dodali prireditvi drugi oklepaj, če je prvega v tem govornem sporočilu dal akademik Boštjan Žekš. V univerzalno zakladnico človeštva sodijo tradicionalni zapisi postav, ki opredeljujejo okolja, tudi okolje, v katerem smo danes. V starodavnih judovskih postavah in običajih tako med drugim piše: osnovna moralna pravila so, da ne govorimo o drugih ljudeh, razen če je dobronamerno. Da niti ne izustimo, niti ne poslušamo praznih besed, ki ne služijo nobenemu koristnemu namenu. Da brzdamo svoj jezik in ne govorimo, razen če nabiramo modrost. Da se s sočlovekom pogovarjamo blago. Da se v hramu učenosti ne pogovarjamo o materialnih rečeh. Da se učimo od vseh ljudi in da sprejemamo resnico od vseh, ki jo govorijo. Da se trudimo za blagostanje sočloveka in si prizadevamo za mir. In sploh ne nazadnje, da se spominjamo prednikov in da vedno mislimo na to, za kar smo bili postavljeni na ta svet. Gospe in gospodje, novemu rektorju želimo obilo ustvarjalnih moči za uspešno opravljanje poslanstva krepitve in utrjevanje slovesa, ugleda, moči in veljave Univerze v Mariboru.
Sedaj pa nam bo še enkrat zaigral Goran Bojčevski trio. Slišali bomo njegovo priredbo Libertanga, skladatelja Astorja Piazzole. Summa cum laude. Spoštovani, s tem dejanjem je slovesnost, ki smo se je udeležili pri koncu. Sedaj vas prosim, da vsi skupaj vstanemo in stoje pospremimo odhod rektorja Univerze v Mariboru in odhod akademskega zbora. Spoštovani zbrani, hvala, ker ste se udeležili slovesne umestitve novega rektorja Univerze v Mariboru. Sedaj nikar ne odidete domov ali po kakšnih tretjih opravkih,
V skladu s staro tradicijo tega prostora je treba novemu rektorju tudi nazdraviti, sicer če tega ne storimo, bomo krivi, da ne bo teklo, če ne bo teklo vse tako, kot bi moralo teči. Pa naj teče v dvorani Antona Trstenjaka v drugem nadstropju. Ljubno vabljeni in še enkrat hvala.